Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani ste tudi Fickovi, ki prihajate iz Rogašovcev v Prekmurju na Goričkem in vi se ukvarjate kot vidimo z žganji, s predelavo žganja. Na kratko pišete, kako ste zadovoljni danes tukaj? Pa da vas malo popravim, ne samo za žganje, ampak tudi vse, kar da sodi zraven od sadja, pomeni to marmelade, kisi, sokovi in tako naprej. Jasno, v prvi vrsti pa žganja. Danes moram reči, glede na jutranji obhod je bilo bolj tako, zdaj pa ne samo mrzlo, tudi ljudje so bolj tipali. Najprej imela sem občutek, da so se prišli malo pogledati, sedaj pa prihajajo, zdaj pa so okr. Moram reči, da smo zadovoljni. Se pravi, vi se bolj ukvarjate z marmeladami, s takimi sladkimi zadevami, mož pa najbolj z žganjem. Tako, ja. Jasno, vsak ima svojo domeno, se pravi, jaz sem majster v sladkem, on je pa majster v tistem, kaj pride po sladkem, se pravi, žganje. Jasno, malo imamo razdeljeno delo in tako je prav. Najbrž je težje prodati kot prodelati. Tako. Vendar smo lahko zadovoljni, da v zadnjem času vedno več ljudi se bolj osvešča na domače pridelano in ravno zaradi tega tudi potem nimamo več teh težav, kar se tiče z prodajo. Ljudje iščejo izdelke z kmetije in mislim, da smo lahko zadovoljni na tem. Torej, kako najdete poleg tega, da prihajate na tržnice pod kupcev? Sami se potrudimo, da gremo na teren, se pravi za samo promocijo, z reklamo in ne nazadnje smo svojo kvaliteto naših izdelkov tako dvignili, da nas v bistvu kupci že sami poiščejo. Kaj najbolj gre danes v prometu tukaj na Pogačarjevem v Ljubljani? Seveda, zraven tega sončka pa še sladko, marmelade. Tudi malo si privoščijo kakšno žganje, ampak v prvi vrsti pa marmelade. Še naprej uspešno prodajanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdrav sončnega Goričkega, kjer raste pravo slovensko sadje, ki ga v celoti predelamo v končne izdelke. Imamo domače marmelade, nekaj 18 vrst je, domača žganja, likerje, kise, sokove in še marsikaj. Se pravi, vse to je iz vaših sadovnjakov? Tako več ali manj iz naših sadovnjakov in pa iz sadovnjakov, ki so na Goričkem, vendar v lasti ostalih kmetov. Pa vendar slovenski, domači, je tako? Tako, samo slovensko sadje iz Goričkega, dejansko iz Ložanov Slovenije. No, odlično. Jaz ne bom več motil, ne bom več, želimo vam čim boljšo prodajo, želimo obilo zdravja, kar je najbolj pomembno pri nadaljnjem delu. In ja, Mejte se lepo in predete krasne praznike. Tudi gospod Martin je Goričkega naroda sin, vi pa na kmetiji skrbite predvsem za žganje kuho in za odlično žganje, domače žganje seveda. Tako, na Goričkem že od nekdaj je bilo žganje kuha nekaj posebnega, nekaj domačega. Ogromno žganja se je včasih pridelalo na Goričkem. Potem so vmes prišli časi, ko se je ta dejavnost opustila, je bilo bolj moderno, kaj tujega, kaj umetnega. Sedaj pa se spet tako na slovensko podeželje kot slovenska mesta vrača pristno domače žganje iz domačega sadja. Nam lahko opišete še vrste žganj? Je nekako dve liniji smo se odločili, se pravi nekaj klasičnega, hruška, sliva, sadjevec in pa nekaj posebnega, kar se ne dobi na vsaki kmetiji, se pravi žganje iz kutine, iz nežke, tudi iz češnje, iz marelice in tako naprej. Ste zadovoljni tudi z letino? Najbrž znansko ne, koliko kot se pričakuje, da boste letos? Zadnji 2 leti moram povedati, da žal smo imeli na naši kmetiji 100% zmrzal in tudi na večino ostalih goričkih kmetij je žal zmrzal pobrala večino pridelka. Upamo, res upamo, da bo letos bolje, da bo spet nastalo nekaj dobrega, nekaj pravih goričkih pridelkov in izdelkov. Koliko sadja predela se ga zelo različno.
vsako leto je malo drugače. Določene sadne vrste rodijo izmenično, nekatere določena letina je boljša, druga spet slabša, tako da bi imeli neko konstantno predelavo ni. Vse je dejansko odvisno od narave, odvisno od sadja in tudi od sadja, ki je na razpolago na Goričkem, ker uporabljamo samo sadje iz lokalnega okolja, iz Goričkega, pa tudi vsako leto nekaj dodajamo novih izdelkov. Tako da moram povedati, da še vedno vsako leto rastemo z vrstami sadja in tudi s količino končnih izdelkov. Seveda, naša kmetija je najbolj znana po kutini. Mi smo največji pridelovalec kutine v Sloveniji, tudi največji pridelovalec nešpije v Sloveniji in to so nekje zaščitne znamke naše kmetije.